Prav, najprej, da se vam še jaz predstavim. Moje ime je Ervin Hladnik Milharčič in zadnjih 40 let delam kot novinar. To, s čim se lahko pohvalim, s čim lahko utemeljim to, da vam danes govorim. Kot novinar sem pokrival 80. leta, ko je Jugoslavija počasi, taka država, v kateri sem se rodil in živel, počasi letela na kose. Potem sem pokril vse njene vojne, od Slovenije do Kosova. 5 let sem bil na Bližnjem vzhodu, 5 let v Združenih državah Amerike kot dopisnik Dela in potem sem prišel nazaj v Slovenijo in sem se začel ukvarjati ravno v pravem trenutku z Evropo, ki je bila takrat, ko sem prišel pred 10 leti, skrajno dolgočasen kontinent, kjer se ni godilo več nič, se je zdelo, da plujemo skupaj v neko prelepo bodočnost. Mateja prej, napisal sem par knjig, od katerih eno vam lahko priporočim, je Pot na Orient, ki je šla pri Beletrini. To je zelo zabavno branje, tako če vas zanima, kako se da razumeti Bližnji vzhod, Arabce, Jude, vse te čudne ljudi, Iračane, Teherane. Jaz sem pač prehodil to ozemlje od Libije do Afganistana in od Kaira do Zimbabveja. Te reči so v knjigi in opišejo nek svet skozi oči opazovalca, ki ga te reči zanimajo, in to potem prevede v slovenščino. Imate pa v italijanščino knjigo, ki je uredil Alessandro Marzo Magno, izšla je pri Bompianijo, La guerra dei 10 anni se kliče. Jaz sem napisal predgovor in epilog, tam vam jugoslovanske vojne razloži. Zdaj se ukvarjam s covidom in z političnimi implikacijami, ki ga to ima za razvoj krize demokracije, v kateri zdaj vsi skupaj živimo. In prej je Mateja omenila, da sem jaz hodil na konfliktna območja. S tem se novinarji radi hvalijo. Jaz sem dopisnik iz konfliktnih območij. To tako zveni super. Kaj so to konfliktna območja? Zdaj, meni se je ta izraz vedno zdaj smešen. Konfliktno območje je območje, na katerem vi odraščate. Konfliktno območje je bilo območje, na katerem sem jaz odraščal na Kidričevi 32, v 5. bloku v Novi Gorici. To območje med Gorico, Trstom, Tržičem in Novo Gorico, to je območje konfliktov, starih konfliktov iz 19. stoletja, kadarkoli hočete. In zakaj je dobro iti pogledati v Sarajevo, v Istanbul, v Jeruzalem, v Karabah, v Hartum? Zato, da vidimo, če nas ti konflikti, če nam kaj povejo o nas, in kaj lahko kot jaz, ki mi konfliktna situacija, sem rasel gor v 2 jezikih, ki sta bila vedno v tekmovalnem odnosu, kaj lahko jaz tam razumem. To mene veseli. Zato sem šel pogledat, ko so Rusi šli na Krim, sem šel pogledat, kaj delajo, kako se to zgodi, kako velika država zavzame en polotok. To je bilo pred par leti. Zdaj, vi ste meni tle postavili par zanimivih vprašanj, tako da ne bomo več o sebi govoril, bomo poskušal govoriti na to. In prvič je, vi ste soočeni s tem, čeprav razumem, da v družbi velja visoko nezaupanje do medijev. To je dobro.
Če je odnos med družbo in mediji nezaupanje, je to ok, to pomeni, da so bralci pozorni. Zdaj, seveda, živeti v družbi, kjer je samo nezaupanje, ni dobro. Ne? Ampak če obstajajo stopnje nezaupanja, potem si moramo mi, novinari, zaupanje nazaj pridobiti. Ne? Kako to naredimo? Kako to lahko naredimo? Je več načinov. En, ki je meni ljub, je ta, da se pri opravljanju svojega dela, če govorimo o njegovi deontologiji, držimo par preprostih odgovorov na par preprosta vprašanja. Kaj je osnovna skrb novinarja? Kaj ga lahko skrbi pri tem, ko dela? Na katero vprašanje mora znati odgovoriti? Kadar nekaj napiše, je važno samo eno vprašanje. Ali je res to, kar si napisal? Ne, ali je objektivno, ene pristransko. Ne, vprašanje, a je res? In to, ali je res, lahko postavimo vsakemu novinarskemu tekstu. Ali je to, kar novinar piše, res? Kako presodimo, če je res? Eno je to, če je novinar na kraju, kjer se stvari dogajajo, in če opisuje, kaj se dogaja drugim ljudem, ne njemu, ampak drugim ljudem. Če nam ponuja razumevanje skozi besede drugih ljudi, če so opisi položaja verodostojni, potem lahko sklepamo, da je tisto, kar govori, res. In če se nam dovolj pogosto zgodi, da novinarja ujamemo pri tem, da je tisto, kar piše ali pa govori, res, potem mu lahko zaupamo. Če ne, pa ne. Mislim, novinarjev, ki jim ne zaupamo, se ne splača brati. Ni, izguba cajta. Novinarjev je veliko in jaz postopam ravno tako, ko spremljam medije. Da namreč pisce ali pa televizijske avtore, kogarkoli, ki so se mi skozi čas izkazali, da govorijo, pišejo, delajo to, kar je res, zaupam. Nimam nobenega drugega inštrumenta v roki. Tako da za notranjo politiko v Sloveniji jaz nikoli ne grem preverjati, če je to, kar napiše Meta Roglič, moja kolegica z Dnevnika, res. Zato vem, da je res. Pač vem, kako dela, vem, da me še nikoli ni pretentala in prevarala, ukvarja se s politiko notranjo in vem, da je res. Mislim, to pač mi je skozi svoje delo pokazala. Vem, da Uroš Škerl, moj drug kolega, ki se ukvarja z migracijami in šolstvom, da ni treba preverjati, da je tisto, kar je napisal, res. Vem, da recimo na delu Saša Vidmajer, ki se ukvarja z zunanjo politiko, tudi nje ni treba preverjati. Okay. To je pač generalni okvir vprašanja, kako si lahko novinar znotraj medijev oziroma pri bralstvu zagotovi eno določeno mero kredibilnosti. Samo na en način. In to je, da je kredibilen. Če si izmišljuje, laže, kar novinarji včasih počnejo, če pretirava, če navija za eno stran v konfliktu ali drugo, potem pač ne bo pridobil kredibilnosti, si pridobil ugled vihravega, vratolomnega, glasnega, kakorkoli provokativnega, vsekakor pa ne verodostojnega vira poročil o svetu. Zdaj pa, kako pridemo do tega, recimo tako, če pademo v nek konflikt, kaj moramo narediti? Kako pridemo do tega, da lahko verodostojno o njem pišemo? Najprej moramo razumeti, zakaj gre. Zame se je konflikt v Bosni, recimo leta 90, začel z enim pogovorom s Senadom Avdićem, urednikom Slobodne Bosne, Senadom Pečaninom, urednikom časopisa, tednika, ki se je klical Dani, in še z nekaterimi drugimi. Nerzuk Čurak, zdaj velik bosanski filozof, še par drugih prijateljev, ki smo sedeli, in jaz sem jim govoril z izkušnjo iz slovenske vojne, iz Severne Irske, iz nekaterih drugih krajev,
Sarajevo je bilo že praktično obkoljeno in se je rekel, poslušajte, dajte si vi skopati v kleti zaklonišče, pa nabavite si zalogo hrane. Ne? Torej, zakaj pa? Zato, ker sem rekel, zato, ker ste v konfliktu, ker vsak čas bo izbruhnila vojna. Sem nagledal in sem rekel, vojna v Sarajevu nema šansi, ne? To v tem prelepem sarajevskem dialektu. Ni šans v Sarajevu, si zmeša. Da je vse agresiven Slovenc, mona, nekaj, ne govor v Bosni, da bo vojna, nikoli. Moj sosed je Srb, pod mano živi Hrvat, jaz sem musliman, lej, tam so Romi, mi vsi živimo v sožitju. Nihče nikomor ne naredi. Ne? In jaz sem jim rekel, s modrostjo, ki je izhajala z enega tedna vojne v Sloveniji, recimo, ne? Sem rekel, jaz bi bil previden na vašem mestu in bi skopil zaklonišče. Ne? Namreč, je sicer res, da ljudje živimo v sožitju. Ne? Živimo v sožitju, dokler ne izbruhne konflikt. Ne? In ko izbruhne konflikt, je dobro vedeti, zakaj je do njega prišlo. Zato, ker bomo v trenutku dobili eno valango interpretacij, kaj se je zgodilo, in večina tega so neumnosti. Ne? Velika večina konfliktov na celem svetu. Če pogledate današnji Gornji Karabah, ne, ali pa Trst, da vzamemo dve nevtralni področji, ne, se zgodi iz enega samega razloga. In to je spopad za nadzor ozemlja ali pa za polastitev ozemlja. Ne. Vse vojne na svetu se zgodijo zato, da se zavzame neko ozemlje, ki ga nekdo razume kot svoje. Ne? To so osnove. V bosanski vojni ni šlo za nič drugega, kot da sta dva velika naroda, organizirana v srbsko državo in v hrvaško državo, želela razdeliti Bosno med sebe. In sta ugotovila, da so Bošnjaki, Bosanci, muslimani manjši narod in da skratka lahko postopata z vojaškimi sredstvi za zavzemanje ozemlja. To je bilo osnova konflikta. In to je osnova v glavnem vseh konfliktov, ki sem jih jaz videl. Ne? V Izraelu in Palestini, v Ukrajini v zadnjem času, v Bosni vsekakor, v Sudanu, ne, te vojne, ki jih človek spremlja, se ponovadi zgodijo zaradi nadzora nad ozemljem in želja nad ozemljem. Na to se potem, ko pride do dejanske razporeditve vojaških sil in bojev, so potem ljudje, ki živijo mešano, ne, v zadregi. Namreč postavijo se vprašanje, kdo sem jaz? Ne? Dobro, okay. Jaz sem musliman, ampak moja nona je bila pravoslavka, pa imamo enega strica, ki je katolik. Ne? Zdaj ljudje govorijo, da smo mi muslimani v vojni s pravoslavci in s katoliki, ampak v moji družini itak nihče ne verjame v Boga. Ne? Kako sem jaz zdaj musliman, če nisem veren? Ne? Kako je moj sosed, ki ima oblečeno sovražno uniformo in ki še v življenju ni vstopil v pravoslavno cerkev, kako je on lahko z mano v konfliktu, zato ker je on pravoslavc, jaz pa musliman, in to sta dva, ki ne verjame v Boga. Kako je lahko on Srb, pa če vem, da je njegova teta muslimanka, da je njegov stric poročil. Ne? Skratka, da smo vsi mešani. Takrat, ampak v vojni negotovost in se vpraševanje, kdo si, ni dobro. Ne? Zato ljudje zelo hitro odkrijejo, da so. To se mi je zgodilo v Bosni, da so muslimani, da so katoliki in pravoslavci, da so Srbi, Hrvati in Bošnjaki. Bošnjaki, ki niso bili definirani kot narod, so sami sebe potem za Bošnjake razglasili, skratka so imeli versko in etnično komponento, ne? In so morali vsi se predstaviti kot jaz sem musliman, jaz sem Srb, jaz sem Hrvat, jaz sem katolik, jaz sem pravoslavc, zato ker če ne, nastopijo težave. Pa vam bom povedal, tako čisto na lastni izkušnji v Vukovarju,
ki ga je srbska vojska bombardirala in obkoljevala leta 1991, sem jaz naredil napako in sem šel po napačni poti. In sem zavil na neko cesto, ki je peljala na srbsko ozemlje. In tam je bil en četniški checkpoint. Četniki so zaprli cesto in četniki so bili tako, približno izgledali tako kot jaz, dolgi lasje, razbršene brade, edina razlika je bila, da so bili oni alkoholizirani. Ne? In so me ustavili in je bilo precej grobo, ne? Ker so imeli orožje v rokah in so me gledali in nekako razlagali, da sem prišel z hrvaškega ozemlja in da me bojo zdaj tam ubili. Ne? Jaz sem probal jim razložiti, da ne, to je vse skupaj pomota, ampak niso bili dovzetni. Potem je prišel pa en oficir jugoslovanske vojske, ki je bila tudi pač organizator napada na Vukovar, pa je rekel, pa pustite človeka, vidite, da je Slovenec. Ne? In jaz sem tako rekel, ja, jaz sem Slovenc. Kaj je pomenilo, jaz sem Slovenc? Jaz z vašim konfliktom nimam neke posebne zveze. Ne? To je spovat med Srbi in Hrvati, jaz sem zunaj tega. Ne? In ljudje se v teh konfliktih morajo odločiti, kaj so. Ne? Stopiti na eno stran, zato ker če nisi nič od tega, ne? To ne pomeni, da te bojo izključili iz konflikta, ampak bojo vsi razumeli, da si kot pripadnik skupnosti nezanesljiv, bojo vsi skočili na te. Ne? Zelo težko je biti križanc v družbi ljudi, ki mislijo, da so čistokrvni, čeprav na koncu, ne? Če bi v tem našem svetu namesto ljudi živeli psi, tle lejte nemškega ovčarja in zlatega prinašalca in tega ne bi videli. Ne? To vsi smo tako spodi, imamo rab od enega, uha od druge in smrček od tretjega. Ampak, ko nastopi konflikt, to ni važno. Zdaj, znotraj tega vas zanima novinarstvo. Ne? Kako postopa novinar? Ne? Kaj mora narediti? Zato, da o teh situacijah, ki so komplicirane, zgodovinsko zameštrane, polne nekih frustracij in jeze, kako priješ do tega, da lahko kaj smiselnega napišeš in da ne prispevaš k tej neskončni zakladnici neumnosti, ki tvori samo podobo teh krajev. Ne? V resnici je to precej preprosto, na trenutke je tvegano, ampak preprosto. Če imamo dve strani v konfliktu, ne, to je terminologija, ki je običajna v teh situacijah, čeprav jaz se izogibam temu, ker če je vojna, rečem temu vojna. Ne. In če ljudje umirajo, ne rečem, da so kolateralne žrtve, ampak rečem, da so mrtvi, da so padli. Ne. Ampak kaj narediti v tem? Ne? Pač stopimo iz nekega avtomobila, se znajdemo sred ljudi, ki mečejo železo in drugmu v glavi in kaj naredimo? Prvo, kar je treba narediti, je, da če imamo dve strani, obe strani pošteno in brez vsakešnih predsodkov izprašamo. Ne? To, ko govorimo, da mora biti novinar nepristranski, to je absolutno res, ampak kaj to pomeni nepristranski? Nepristranski pomeni, da obe strani v konfliktu vpraša, kdo ste, kaj delate, zakaj delate to, kar delate, kakšne so vaše ambicije, ne? A bi radi sosedovo zemljo, ne? Ali zrušili njegov verski objekt, cerkev ali džamijo, kaj je vaš cilj. In to moramo narediti na obeh straneh. Ne? Potem moramo pogledati, najprej moramo slišati, kaj nam oni govorijo. Ne? Potem moramo na obeh straneh pogledati, kaj v resnici delajo. Ne? Kako so vojaško organizirani, kakšno imajo ideologijo. Ampak to moramo narediti na obeh straneh. In dokler to delamo, moramo biti popolnoma hladni in nepristranski. Ne? Okay. In ko nam to uspe, ne? Si potem vzamemo 20 minut časa in razmislimo, kdo od njih ima prav. In kdo ne. Skratka, kdo je napadalec, kdo se brani.
Ker namreč biti nepristranski ne pomeni, da si tudi neprizadet, da si se odpovedal pravici, da misliš in da si se odpovedal pravici, da presojaš. Ne? A je to lahko? Ne. Če pogledate zdaj zadnje to spopad med Armenci in Azerbajdžanci za Karabah. Ne? Če pogledate pisanje, je na Zahodu pisanje vedno tako naklonjeno Armencem. Ne? Kot Armenci so malo žrtve Azerbajdžancev, Azerbajdžanci so pa malo nori. Ne? Zdi se, kot da so Azerbajdžanci, ki so v zavezništvu. Tu imate danes, če pogledate v New York Times, boste videli naslov, da turški predsednik Erdogan brezpogojno podpira Azerbajdžan. In to je kot nekaj slabega. Ne? Češ, bogi Armenci. Ne? Pa ni tako. Ni tako. Karabah je armenska enklava, ki je od razpada Sovjetske zveze, tam leta 90 približno, ne? Na ozemlju Azerbajdžana. In uradno je Karabah pod azerbajdžansko suverenostjo, dejansko ga okupira armenska vojska. Ne, že zadnjih 30 let. In Armenci trdijo, da to njihovo ozemlje in da tam živijo samo Armenci. Kar je res. Ampak res je, odkar so Armenci leta 90 pregnali 500 000 Azerbajdžancev iz Karabaha. Ne? In v Karabahu razumejo okupacijo njihovega ozemlja, čeprav je tam zelo močna prisotnost armenskega prebivalstva, seveda kot krivico, ker hočejo med državo, ki je celovita. Ne? Tole o tem, čigavo je kaj, ne? To je vprašanje, po moje, ki ga vi zelo dobro razumete. Ne? Do kje seže naše in kje se začne ozemlje unega drugega. Ne? Ampak tam, verjeti, da so Armenci tukaj zdaj žrtve, ki se branijo pred Azerbajdžanci, je težko. Zakaj je težko nam na Zahodu? Zato, ker Armenci so kristjani, Azerbajdžanci so pa muslimani, šiiti, v tej klasifikaciji, ki je zdaj moderna. Ne? Po mojih izkušnjah tam zelo malo ljudi, zelo globoko vernih. V resnici ne gre za spopad med krščanstvom in islamom, v kar mislim, da nas bo poskušali z različnih strani prepričati, če se tam zakuha vojna, ampak gre za zelo enostaven spopad za ozemlje, z krivicami, ki jih bo težko enakomerno razporediti na obe strani, zato da lahko dvignemo roke in rečemo, ok, na obeh stranih so hudobni, na obeh stranih ubijajo. Ne? Naj to delajo, dokler se ne zmenijo, kar se je zgodilo z Bosno. Ne? In novinari lahko tukaj naredijo zelo velik greh, če verjamejo neumnosti, ne? Temu, da te razlike karkoli pomenijo v modernih konfliktih. Ne? To je tako zelo težko bi. Bush je sicer, George Bush, ameriški predsednik, je poskušal napad na Irak nekako umestiti v spopad med krščansko civilizacijo in barbarstvom islama, ampak mu je to zelo slabo uspelo in je izgubil tisto vojno. Edino, kar je pri tem naredil, je, da je uničil eno državo. Ne? Če je bil to napad krščanskih sil na islam, ne, se je tam krščanstvo zelo slabo obneslo, ker razen uničenja Iraka za sabo ni pustilo nič. Ne? Ni razrešilo nobenega konflikta, samo nekaj novih je sprožilo, drugače pa je bilo že vnaprej jasno, kdo ima najmočnejšo vojsko na svetu in kdo si lahko privošči, da to naredi. Ne? Jaz pravim, da to s krščanstvom in z islamom ni imelo nobene posebne zveze, imelo zveze z vprašanjem, kdo nadzoruje katero ozemlje na Bližnjem vzhodu. Takrat je bila nafta še veliko pomembnejša kot danes in šlo je za to, da se izvor nafte, ta glavni izvor nafte, ki je v Saudski Arabiji, v neposredni soseščini Iraka, zaščiti. Ne? Kdorkoli je kdaj bil v Bagdadu, razume, zakaj gre. Če vi v Bagdadu tako zvečer greste na okno in vdihnete zrak, zrak diši po nafti. Ne? Tam je tako, da
so naftni vrelci po par metrov pod zemljo. Ko sem se vozil z avtom po Iraku in sem imel neko ogromno ameriško mašino in ko sem šel tankat, je tale, ki mi je tankal, je najprej na tla spustil bencin, zato da je očistil cel peska in šele potem tankal. Bencin je pa koštal, mislim, da 5 centov liter, nekaj takega, zanemrljivo, skratka, bil je zastojn. In to je, mi smo na ta konc sveta vedno gledali kot na veliko bencinsko črpalko, in tega se je bilo treba polestiti. Z našo religijo, njihovo religijo. Z dejstvom, da mogoče, pardon, prostite, malo vode vam spri. Vojaki na eni in na drugi strani ne verjamejo v nobenega od velikih bogov, ni me razvedi. Ampak potem se je pa zgodilo nekaj zanimivega, da namreč, ko je bila država že uničena in ni bilo več državnih institucij, je pri Iračanih nastopila kot točka identitete, ko niso mogli več biti Iračani. So morali biti neki drugega in so potem postali muslimani, in ker so v Iraku muslimani bili razdeljeni na tako krščanstvo, na katolike in protestante, na šiite in sunite, so postali šiiti in suniti. In niso več politične sile nadzorovale ozemlja, ampak verske organizacije. In od tod smo potem dobili verski fundamentalizem kot organizatorja odpora in nadaljevanja vojne v blaznost. Pri tem, da nam se je sveda zdelo, da blazni so samo muslimanski fundamentalisti, ker če tam pred kamerami nekoga obglavijo, je to nesprejemljiv zločin in barbarsko obnašanje. Če z avionom rušimo hiše in palače, pa to pač vojna okej. Če kdo zraven umre, njegov problem. Zdaj, znotraj tega novinar, bož da je pameten. Bož da gre in razume, kaj je jedro konflikta, kdo je v spopadu, zakaj je do tega prišlo. In potem, zdaj, ko vidim, da smo že skoraj polovico časa porabili, kako se iz tega izviti. Rezultat iz tega, vseh teh spopadov je globoko in resno sovraštvo med ljudmi. To je zares, ko rekel, globina tega sovraštva, nekaj malega vi poznate, ampak kako vidite, da človek, ki samo sliši neko ime, dobi peno na ustih, in se z njim ni več mogoče razumno pogovarjati, to je rezultat resnične vojne. In vseh strašnih reči, ki so se godile v vojni, se potem ljudje spomnijo. Se spomnijo zato, ker z ene generacije v drugo prenašamo ta spomin, zato, ker je literatura, ki jo beremo, prežeta s tem, zato, ker se politika okrog tega organizira in potem konflikt živimo v svoji socialni organizaciji. In smo rojeni vojni. Nekako moramo pogledati, kako se iz tega zviti. To je vprašanje, ki ga vsak postavi. Kako v tej situaciji, kjer mi iz ene in druge strani, od spodaj in od zgori, razlagajo, da se moram nekako v tej vojni opredeliti, da moram biti aktiven, da me presojajo potem, koliko konsistentno jaz izražam domoljubje, pripadnost mojemu narodu, koliko dobro znam jezik in kako imam odnos do nasprotnika nastavljen. Tle se na to vprašanje treba nekako odgovoriti. Če hočemo biti v redu sami s sabo, če nam to je vrednota. To je lepa vrednota. Na različnih koncih se ljudje tega različno lotijo. Kako se znebiti sovraštva? To je zanimiv problem. Ker to, da nekoga v enem trenutku, da ga imaš zadosti, je najbolj samoumevna reč na svetu. Nič ni hudega želja, da bi ga kresno po smrčku, da si zapomni. To je zelo človeško.
Ampak ne moreš pa tako ves čas živeti. Dobro, včasih je treba koga udariti, ne? Ampak ko se ves čas tepti, pa nima pravega smisla. Ne? In kako se ljudje tega lotevajo, kaj tle noter lahko naredi moj poklic. Novinarstvo, ki lahko sodeluje pri razplantevanju konfliktov brez večjih težav. Ne? Se postaviš na eno stran, trobiš, da so oni hudobni, ti pa dobri in si svoje naredil, lahko pa tudi rečeš in eni in drugi so bolj ali manj enaki, ne? To se nas ne tiče, pustimo, naj se do konca pobijejo, bomo potem videli, kaj je. Skratka, ampak v takih pogojih delati novinarstvo ni simpatično. Ne? Torej, kaj lahko naredimo? Ne? Kaj se lahko iz tega pravzaprav naučimo? Ne? Moj prijatelj Meron Benveniste, ki je en izraelski zgodovinar, ki je napisal par lepih knjig o Jeruzalemu. Ena se kliče City of Stone, jaz sem to v angleščini bral, ker mi hebrejščina ni blizu. To je mesto iz kamenja, drugo je pa Intimate Enemies, intimni sovražniki. Ne? Intimni sovražniki se meni zdi, da je zelo dober izraz. Ne? Govori seveda o Judih in Palestincih. Ne? In enkrat sem ga vprašal, on je zgodovinar in sem rekel, kako vi razumete zgodovino tle? Ne? Imate judovsko zgodovino, imate palestinsko zgodovino, imate zgodovino kolonialnega gospodstva. Sem rekel, kako vi tle razumete svoj odnos do zgodovine? In se je začel smejati. Meron je tak človek, ki se krohota tako, da cela soba zveni. Ne? In je rekel, mi razumemo zgodovino kot kamnolom. Ne? Mi gremo v kamnolom, da v njem najdemo največji možen kamen, da ga z muko privlečemo ven in vržemo nasprotniku v glavo. Ne? Pogrebovno kamnolom. In tako si zgodovino mečemo v glavo. Ne? In zgodovinske krivice in ne pridemo prav daleč, zato ker krivic je veliko in lahko izbiramo med njimi za vsako okoliščino posebej. Novinarstvo zelo pogosto te kamne vzame za res, ne, in namesto, da bi pisalo o zgodovini, piše o kamnih, ki letijo. Ne? Ampak a je možno, da se je možno iz tega na kakšen način pošteno izviti, ne da blefiraš. Jaz tle zdaj gledam, kaj ste mi kot vprašanja postavili. Ne? Zdaj, eno od vaših vprašanj je bilo, če se strinjam s trditvijo, da lahko novinarja smatramo za zgodovinarja sedanjosti. Ne? In da dobro zgodovinsko knjigo današnjih časov pogosto ne sestavi v enem dnevu, včasih lahko v eni uri ali celo v eni sami minuti. Ne? Zdaj, en ameriški novinar je rekel, da je novinarstvo prvi tak približen zapis zgodovine. Ne? Ja, to je res, če gledamo za nazaj. Ne? Ampak v trenutku, ko to delamo, mi ne vemo, da pišemo zgodovino. Mi moramo poskusiti pisati to, kar je res. Ne? In res je to, da imamo konflikt, res je pa to, da imamo cel kup družbenih sil, posameznikov, organizacij, čudakov, ne, ki na to, na večnost konflikta ne pristajajo. Ne. In tudi njih je treba vzeti zelo zares. Ne. Med vojno v Sarajevu ste imeli enega profesorja prava, Zdravko Grebo mu je bilo ime, ki je z neko skupino sodeloval istomišljenikov. Vsak dan nastopal na radiju in govoril, poglejte, tle ne gre za medetnični, za verski, za kakršenkoli drugi konflikt. Mi smo državljani države, ne? Mi smo družba, građansko društvo, mi smo družba državljanov. Ne? Mi imamo eden v drugem moramo videti državljane in je insistiral na tem, da je iskal ljudi, ki so enako mislili na srbski strani in se je potem po telefonskih linijah, ki so bile zelo slabe, vsak dan pogovarjal z ljudmi v Beogradu čez vse te vojaške linije o tem,
kako oni pa niso v konfliktu. Ne? In seveda je bilo to zelo težko delati v situaciji, ko so na Sarajevo padale bombe, ki so jih metali Srbi iz hribov dol. Ne? Ampak Grebo je vztrajal. Ne? In sem šel k njemu in sem rekel, profesor Grebo, ne? Sem rekel, to, kar vi delate, je nerazumno. Ne? Je rekel, ja, seveda je nerazumno, ampak to še ne pomeni, da ni prav. Ne? Je rekel, tudi če mi v teh okoliščinah ne ohranimo minimalne standarde človeškega dostojanstva, potem so oni zmagali. Te, ki s hribov mečejo bombe na nas. Ne? Mi moramo držati našo človeškost na ravni, ki jo mi razumemo kot nujen element našega dostojanstva. Ne? In se mu je rekel, ste skoraj da sami. Je rekel, seveda, včasih sem popolnoma sam. Včasih ni nikogar, ki bi se strinjal z mano. Ne? Ampak to sporočilo je treba ohraniti pri življenju. Ne? Tudi sredi najhujše vojne je treba govoriti, da na drugi strani so ljudje. Ne? Zanimivo. Sem pa v Izraelu srečal enake ljudi. Ne? Uri Avneri je eno od teh imen, človek je zdaj že umrl, ampak Uri Avneri je bil Izraelc, ki je redno hodil protestirati skupaj s Palestinci proti okupaciji Zahodnega brega. Ne? In je organiziral neko skupino, ko so jim rekli mirovniki. Mirovniki pa zveni tako, ne? Pač to so neki mirovniki, ljudje, ki so za mir. Ne? Ampak ne, on je bil politično skrajno aktiven človek v svoji državi in je zahteval politično razpravo o tem, da okupacija Palestine ni nekaj, kar je vredno človeškega dostojanstva judovskega naroda. Ne? In je pač ni organiziral seminarjev, ni delal to, kar delamo mi zdaj tle, ni predaval ljudem, ampak je aktivno šel na drugo stran in je tam rekel, poglejte, jaz kot Izraelc vem, da to, kar moja država dela vam, je krivično, nelegalno in da mora ta vojska se umakniti. In sreča Urija Avnerija, zame kot novinar je bilo vedno fascinantno, ne? Ker sem vedel, kakšno neverjetno mero poguma zahteva to, da v situaciji, kjer imaš opravka z veliko vojsko, kjer se vsi strinjajo, da je vojska to, kar bo prineslo mir, ne? Vstaneš in rečeš ne. In si sam proti vojakom, to so pogumni ljudje. Ne? Ljudje, ki proti temu javno zastavijo svoj obraz in svoje ime, ne? To je treba spoštovati. Ne? In je treba povedati, znotraj te tega spleta velikih krivic in strašnih zgodovinskih okoliščin je treba reči, ne, glejte, jaz se s tem ne strinjam, jaz bom delal drugače. In zastaviti svoje telo, ne, in besedo za, hočemo reči, to, kako reče mis sveta, ne, mir med narodi. Ne. Ampak to je, ko sedeti doma v obdobju in reči, jaz sem za mir, je enostavno. Ne. Če ti kaza pound maršira skozi mesto, ne, ti stojiš pa na pločniku in reči, jaz sem pa za mir, tam nastopi problem tvojega konteksta, tebe. Ne. To, da so, kakšne so njihove ideje, to ti je jasno. Ne. Ampak kako boš ti razvil odnos do tega, kako boš komuniciral s svojimi. Te odločitve nikoli niso preproste in tudi niso enoznačne. Ne. Včasih je treba v obrambo organizirati tudi vojsko. Ne. Ni pa nujno, da je to prvi korak. Ampak treba je vedeti, ne, da tudi svoboda in demokracija imata pravico, da se branita. Ne. Tudi najlepše ideje
najbolj miroljubne, imajo pravico, da se včasih zaščitijo z nelepimi strategijami. Ne. Ampak vedno, se pravi, ko se jaz znajdem v teh situacijah, ne, zmerom rečem, pazi zdaj, ne, da te besede ne bojo fascinirale. Poglej, kaj ljudje delajo za to, da bi bilo drugače. Ker govoriti lepo zna marsikdo. Ne? V enem najstrašnejših točk okupacije Zahodnega brega Hebron, El Halil, kjer so Izraelci sredi arabskega mesta naredili kolonijo, jo obdali, pa prav sredi v mestnem središču. Ne? To je tako, kot če bi naredili kolonijo, ne vem kaj, v Štandrežu ali kaj. Ne? Dobro, ne bom paralel delal, ampak v glavnem, dali so jo z bodečo žico in z vojsko, ne? In tam so se do Palestincev zares pošastno obnašali. No, tam, skozi to mesto sem se jaz nazadnje sprehajal z enim bivšim izraelskim vojakom, ki je tam služil vojsko, ubijal, delal vse to, kar vojske delajo, in potem je postal aktivist proti temu, ampak ne tako, da bi šel v Tel Aviv to razlagati, ne šel v Hebron to razlagati. Ne? In je pač rekel, moja dolžnost, ki sem bil izraelski vojak, ki sem Izraelec in ki sem domoljub, je, da povem, kaj mi tle delamo. In z njim sem šel. In seveda so te naseljenci v mestu so besneli, so pljuvali, so bestali reči. In jaz znam, da malo me je postalo strah, ne, ker so bili zares agresivni. In sem rekel, kako ne na to reagiram jaz, ne? Roni se je klical. In je rekel, a ti veš, kaj je to zen face, ne? Bodi zen budist, ne reagirati, ne? Nadene si najbolj mirno od vseh obrazov, kar jih imaš, in s tem obrazom pet skozi to. Ne se pustiti, ne zgubiti živcev, ne se pustiti provocirati. Ne? Racionalno razmišlji vaš čas. To je hudičevo težko. Ne? Ampak to se meni zdi, je način, na katerega lahko pristopiš k temu dovolj pametno, da ti potem ni nerodno. Ne? Zdaj vidim, da imamo še 15 minut časa, jaz sem še 2 minuti, da vam dam en konkretni primer, kako novinarstvo lahko reagira. V trenutku, ko je bila Hrvaška napadena, ko je 1/3 ozemlja je zasedala srbska vojska, ne? Ko so bili vsi mobilizirani, je v Splitu izhajal Feral Tribune, ne? Ki so ga delili 3 moji prijatelji, Boro Dežulović, Predrag Lucić in Viktor Ivančič, časopis, ne? Ki je bil popolna, brutalna, satirična opozicija proti Franju Tudžmanu, ki je vodil to državo v vojni, ne? In režimu, ki ga je vzpostavljal, ki je bil fašističen, po oceni mojih prijateljev. Ne? In so celo vojno so izdajali časopis, ki je pisal o zločinih hrvaške vojske, medtem ko so vsi drugi pisali o zločinih srbske vojske. Hrvati so oni kontrolirali, kaj dela naša vojska. Ne? To je bilo njihovo vprašanje. Ne? In o tem, zakaj je odgovorna Hrvaška. Ne? In se jaz spomnim enkrat Borota Dežulovića, ki je zdaj kolumnist Objektiva, dnevnika, časopisa, za katerega jaz pišem. Se je rekel, Borama, zakaj to dela? Ne? In je rekel, veš kaj, meni kaj pišejo o Srbih, je meni vseeno. Ne? Jaz sem Hrvat, to je moja država, to počnejo v mojem imenu. Ne? Jaz si moram povedati, da jaz s tem, kar počnejo v mojem imenu, da s tem blatijo moje ime. Ne? Rekel, neč proti temu, da se borijo, ampak če delajo vojne zločine, o tem bom pisal in bom protestiral. In s tem so 3 novinarji v družbi še nekaterih drugih, tudi Henny Erceg je en od njih, zelo pogumnih ljudi,
so rešili dušo hrvaškega novinarstva, ki je padlo zelo globoko v propagandistične vode. Ne. Tako da, vmes tukaj zdaj to skleno pa prepustil vam, da vprašate, imamo še 15 minut časa, upam, da sem vsaj en približen okvir tega, kaj se lahko naučimo iz žurnalizma dal. Zdaj pa pogumno. Prosim, stavim tako, da vas bom slišal. Moram začel kar jaz, sicer, ker sem bil v našem projektu, zdaj trenutno ukvarjamo stanjem recimo med obema vojnama na Goriškem, se pravi s položajem Slovencev, bi vas prosil, če bi lahko malo pokomentirali položaj Slovencev pod časom fašizma na Goriškem in to primerjam nekako s položajem Palestincev v Izraelu. Veš, to ni vprašanje, ki se samo vam postavlja. Ne? To isto, Yossi Beilin se je klical, en izraelski politik, ki je organiziral sporazume iz Osla, ki naj bi naredili mir med Izraelci in Palestinci. Izjemen politik. Ne? Jaz sem ga šel enkrat intervjuvati o tem, kako si predstavljajo pač razvoj tega in me vprašal, s kje sem rekel iz Slovenije, rekel, ja, s kje, sem rekel z Nove Gorice, rekel Gorica, ne, to je v bližini Trsta, ne, sem rekel, ja, sem bil tam, ne, pa sem rekel, kako si ti zašel v Gorico, ne, mislim, živiš v Jeruzalemu, kaj je to, ne, in je rekel, veš, nas je zelo zanimalo, kako ste vi razrešili konflikt, ki je šel iz vojne. Ne? Kako ste potem to naredili? Ne? In pač povedal neko svoje razumevanje. Jasno, paralela med fašizmom in zdajšnjo okupacijo Palestine je zelo očitna, ne? Ampak zakaj lahko o tem govorimo? Ne? Glede na to, da zaradi usode, ki so Judi doživeli v nacifašizmu, ne, je to boleče in čudno. Ampak ja, ne, zakaj? Zdaj, to, kar sem na začetku rekel, ko gledamo na konflikt, ne gledati na etnične, verske ali kakršnekoli druge razlike, poglej na to, kaj se je dogajalo z zemljo. Ne? Italija po prvi svetovni vojni, že pred njo v resnici v 19. stoletju, je imela načrt, da bo italijanizirala ozemlje, pač do tje, kjer lahko pridajo, no, rečemo, frontiera orientale, confine orientale, ne, skratka. In njihov načrt je bil preprost, to je Italija, kar pomeni, da moramo dati prebivalstvu tam en par opcij. Ne? Eno je ta, da se sami izselijo v Jugoslavijo, druga je ta, da jim mi pomagamo z škvadristi, ne? Lahko se prilagodijo, ne? Ali pa jih bomo pobili, italijanizirali, karkoli. Ne? Vsekakor, to ozemlje mora biti spet italijansko. Ne? In podobno je v Palestini. Izraelci hočejo imeti cel zahodni breg za svoje ozemlje. To tako je. Ne? In zato so pripravljeni izganjati, zaplenjati zemljo, zažigati oljke, delati podobne reči, kot je Italija pod fašizmom delala Slovencem, s enim samim ciljem, da izbriše to prebivalstvo na kakršenkoli način, ne? Zato, da lahko to ozemlje razglasi uradno za svoje ozemlje. Ne? To je paralela, ne? Ki jo lahko vzpostaviš brez kakršnega koli dvoma.
Gre za vprašanje nadzora nad ozemljem, ne? In od tod izhaja vse, od dvojezičnih napisov, kje smejo biti, kje ne smejo biti, ne? Do lastnine, do šol, ne? Do tega, kdo sme kje govoriti svoj jezik. Ne? Tako, vsak Palestinc je mene zelo dobro razumel. Zdaj, mene so Palestinci vprašali, so rekli, odkje ti prihajaš, ko postavljaš vprašanja, ki jih drugi novinari ne postavljajo. Ne? Zdaj, tebi se zdijo važne reči, ki se drugim ne zdijo važne. Jaz sem rekel, zato, ker izhajam iz okolja, kjer so važne iste reči, ki so važne vam. Ne? Skratka, kjer je meja tam postavljena na eno popolnoma krivično mesto, ne, kjer na eni in na drugi strani ljudje to občutijo kot v najboljšem primeru nekaj, kar njihovo življenje seka na dvoje, v najslabšem primeru pa grožnjo po uničenju. Ne. Tako da med obema vojnama, kar se tiče Slovencev v Italiji, ja, so bili predmet genocida, ne? Mislim, v vseh pomenih te besede, od fizične eliminacije do prepovedi jezika, vsekakor do izbrisa tega, da oni tam obstajajo, neki, kar je poznala leta 90 in 91, po letu 91 tudi Slovenija, ko je izbrisala 20,000 ljudi, ki so se iz Jugoslavije naselili v Sloveniji prej. Ne? Tako zdaj, primerjati fašizem s tem, seveda je pretirano, ne? Ampak mehanizem je isti. Pač rečeš, ne, vi ne obstajate, prerežeš osebno izkaznico na pol in rečeš človeku, nisi ti od tukaj. Ne? Kaj s to dediščino, ne, se potem ukvarjaš zelo dolg časa. Ne? Zelo, od tega se ne pozabi. Ne? Zdaj, za Albance in Arabce pravijo, da nič ne pozabijo. Ne? To je res, ne? Ampak tudi mi nič ne pozabimo. Mi se vsega spomnimo in prav je, da se vsega spomnimo, zato ker to, česar se lahko spomnimo, je opozorilo, ne? Kako moramo zaščititi sebe in druge. Ne? Jaz bi tako rekel, ne? Jaz sem delal reportažo o slovenski skupnosti v Italiji. To, če mu rečejo manjšina, meni gre manjšina kot izraz na živce in tudi, če slišim naši slovenski rojaki v zamejstvu, zgubim živce. Ne? To je slovenska skupnost v Italiji, dame to. Ne? Mislim, tako se mi zdi. Ne? In sem naredil potem v italijanski skupnosti v Sloveniji. Ne? In kar me je pretreslo, zares, tako, ker človek misli, da me ne bo nič več, je kako so na obeh straneh govorili o istem. Ma prav, ko rekel, ni bilo razlike. Ne? In tako se mi zdi, da je dobro vedeti, ne? Da Slovencem v Italiji se je med obema vojnama vodila strašna krivica. Mislim, da ne samo krivica, bili so predmet organiziranega državnega genocida. Ne? Z vsemi implikacijami. Ne? Maščevanje je bilo izselitev par 100,000 ljudi iz Istre in Dalmacije. To je bil rezultat tega. Ne? Kaj nas to uči? Kaj bi se morali Italijani iz tega naučiti? Ne? Te, ki so, ki še zmeraj sanjajo o osvojitvah in teh rečeh, ne? In mahajo z zastavami, ne? Da dokler si v zmagovitem zagonu in premočan, ne? Je zelo, zelo enostavno, ne? Zatirati drugega. Ne? Ampak moraš vedeti, ne? Da ko pa ne boš več močan, te bo isto doletelo in je samo od civiliziranosti nasprotnika, ne? Odvisno, kako bo ravnal s poražencem, ne? Tako da ne jokati. Ne? A veš, mislim, tako rekel meni, če mi, ne vem, ko grem intervjuvati italijanske politike, pa se mi zgodi, da intervjuvam Federigo, Di Piazzo, probal sem Janoneja od Kaze Pound, pa pol sem govoril v resnici z Di Stefanom, ki je neki njegov, jih vpraševal te reči, ne?
In kadar mi začnejo jokati o krivicah nad Italijani, jim rečem, daj, pozabi, kjer ni pravice, maščevanje je dovolj dobra rešitev. Takrat, ko imaš moč, moraš paziti, kaj delaš, zato v trenutku, ko moči več ne boš imel, ti bo zelo žal za vsako žal besedo, ki si izrekel. To je, po moje, nauk iz tega. Ampak to, kaj se je tebi zgodilo, to moraš vedeti. Ne smeš nam verjeti mitu o tem, kar se ti je zgodilo, moraš se čim bolj natančno informirati in najti vire, ki jim lahko zaupati. Vi imate srečo, ko imate dobre učitelje na liceju, vam ne polnijo glave z neumnostmi. To je dobro. Ko bi rekel, največ koristi naredi dober učitelj v teh okoliščinah. Ne vem, če sem odgovoril. Če kakšno vprašanje? Saj še eno, moram dobiti. Lahko pomoč sprašujte. Ne se ba. Odgovarjam. So poslali pisno, ampak se bojijo ustno spraševati. Tak bom pol jaz pogledal. Ta se mi zdi, zdaj dajmo, kako bi rekel, lepa. Kakšna občutja ste imeli, ko ste delovali kot novinar med balkanskimi vojnami in kaj bi priporočili mladim novinarji, da bi bili še boljši, kaj bi morali spremeniti? Super. Jaz v balkanske vojne, če smem temu tako reči, nisem šel, so one prišle k meni. Občutja so bila pa, lejte, bolj zmedenega človeka, ko sem bil jaz, boste težko najdli. Moj prijatelj Sejon Manovič, najbolj miroljuben človek na svetu, je imel kokošje grudi, so temu rekel, kokošje prsi, ga niso sprejeli v slovansko vojstvo. Sem ga potem srečal v enem gozdu z rusko snajpersko puško Dragunov v roki, je bil snajper. Je streljal. Ljudje, ki so bili moji prijatelji, so se znajdli naenkrat v vojskah, v katerih sem jaz pisal kot nečem tujem. Jaz sem bil tuj dopisnik v državi, ki je bila moja država. Vojaški štabli so bili v hotelih, v katere sem jaz hodil na počitnice, ali pa v hotelih, v katerih si nisem mogel privoščiti. So bile kasarne. Srečeval sem tisoče beguncev iz krajev, ki sem jih poznal. Enkrat sem srečal iz Kosova v Makedonijo, sem bil tam na meji, ko so prihajali albanski begunci, je bilo na traktorjih, so prišli s traktorji, je bilo na traktorjih celo prištinsko gledališče. Jaz sem se samo čudil, kaj se lahko zgodi ljudem v državi, ki sem jaz imel za svojo državo. Sem imel na Kosovu prijatelje. In kako so se mi počasi razsuli vsi predsodki in novi nastali. To je bilo treba organizirati na način, da sem pisal in se vpraševal, kaj jaz tle delam. In to mi je odgovoril Đuda Pesov, en izraelski fotograf. V Mostarju sva hodila v Mostarju, sva šla čez un most, da bi on slikal, in potem so začeli streljati na en in je Đuda padel po tleh in je razbil fotoaparate in sva skup preklinjala vse bogove, ki so bili tam nekako na dometu roke. In pa so prišli na drugo stran in sva se usedla tam med neko kamenje in sem rekel, Đuda, ma kaj midva delava sredi te norosti. In Đuda me je pogledal in rekel, ne veš? Sem rekel, ne, v tem trenutku se mi sanja. Je rekel, midva sva glas ljudi, ki nimava glasu.
Ker nimajo glasu. Ne. Mi dva piševa o ljudeh, na katere streljajo, jih bombardirajo in lomijo kosti, ne, in jih nihče nič ne vpraša. Ne. Njihov glas ne bo nihče slišal, če mi dva ne stopva do njih, jaz jih poslikam, ti jih vprašam, prostite, kaj pa si vi mislite o življenju v teh okoliščinah. Ne. Edini smisel tega našega početja je, da damo glas ljudem, ki nimajo glasu, ki nimajo moči, ki nimajo uniforme, ne, ki nimajo oblasti. To je edina etična pozicija, s katero lahko upravičimo to, da vtikamo nos v stvari, ki se nas ne tičejo. In to je, jaz mislim, tako rekel, dobra poanta je, ne, da pri svojem delu, tako rekel, mlad ali star novinar, ista figa. Ne. Če se znajdeš v konfliktni situaciji, ne, daj glas ljudem, ki drugače nimajo glasov. Politiki imajo službe za stike z javnostjo. Ne. Politične organizacije imajo govorce, ki znajo govoriti, kaj oni hočejo. Ne. Vojske imajo oficirje za zvezo. Zdaj ima tudi policija, imajo posebnega policista za stike z javnostjo, ki govori v njihovem imenu. Ampak tam so potem množice ljudi, tudi na demonstracijah se ve, kdo govori, na protestih, tam, ker so ljudje aktivni. Ne? To je enostavno. Ne? Ampak zares v delo dobi smisel, če daš glas ljudem, ki nimajo glasu. Toliko. Ura 10:32. Če je kakšno vprašanje? Ja, vprašaj, kar te sliši. Vi ste rekli, da so omenili, da ljudje se vedno manj zaupajo časopisom. Kako to in če je morda to ena posledica ene dekadence novinarstva? Tako da novinarstvo sedaj postaja vedno več ali vedno bolj propaganda. Jaz sem zašel v novinarstvo pred 40 leti. Ne? In takrat so mi govorili, kaj hodiš v to profesijo, ne? Ker tako slabo, kakor je zdaj, ni bilo še nikoli. Ne? Ljudje nimajo zaupanja, skratka, pišejo novinari samo propagando, kaj rineš v ta živalski vrt. Ne? To je bilo pred 40 leti. In od takrat jaz ves čas poslušam to isto. Ne? Preprosto ne drži. Ne? Ti imaš, vedno si imel kredibilne medije in nekredibilne medije. Vedno si imel novinarstvo in propagando. Ne? In to, kar je treba, to, kar moraš kot konzument tega ali pa kot producent, moraš vedeti, če čitaš propagando ali če čitaš žurnalizem. Ne? Kot bralec to ni enostavno ločiti vedno, ne? Ampak da se. Ne? To je preprosto, enim lahko zaupaš, ne? Jaz ti lahko zdaj iz glave naštejem 15 novinarjev v Sloveniji, ki jim lahko zaupaš, ne? Pa ni treba daleč, Igor Devetak iz Primorskega dnevnika, ne? Vse, kar on napiše, verjamem, da je res. Ne? Preprosto so me izkušnje naučile, da bo previdno, trezno napisal to, kar je problem tistega trenutka. Na drugi strani imaš propagando, fake news, karkoli. Tle zdaj samo malo bolj vešč, predvsem se moraš zavedati, ne, da moraš ločiti eno od drugega. Ne. Ni lahko, je pa zabavno. Tako da jaz mislim, da sam ni novinarstvo in novinari niso problem. Problem je moč propagandne mašinerije, ki zavzema novinarske medije. Ne? Tako da na Madžarskem recimo nimaš več nobenega, zdaj ko so Indeks podržavili, nimaš več nobenega kredibilnega medija, vse skupaj državna propaganda. Ne? Ampak mislim, da v Italiji ni tako, kljub temu, da so mediji v navalu, ne? Imaš tudi na osrednjih medijih, imaš
kredibilne novinarje, ki vidiš, da poskušajo, kljub temu, da na televiziji radi delajo spektakel, ne, najdeti kredibilne vire, ljudi, ki poslušajo druge ljudi, ki govorijo in nimajo ves čas tiste trobente vključene. Ne. Tako da glede tega ne gre obupovati, ne, predvsem pa ne sanjati, da je bilo kdaj boljše. Miram je bilo tako, kar je zdaj. Mislim, nismo imeli Twitterja in Facebooka, ne, da ti še tisto meša glavo, ne, ampak samo novinarstvo ostaja in živi. Ne. Je pa problem v tem, da so politiki odkrili, da s Twitterjem lahko nadomestijo novinarsko delo. Ne, da Donald Trump je kralj tega, ne, da bojo ljudje sledili njegovim tweetom, preden bojo odprli časopise ali pa pogledali neke malo bolj zanesljive informativne vire, kar potem žurnaliste nekako prisiljuje v to, da obnavljajo tweete predsednika ali pa predsednika vlade, karkoli hočete. Ne? To je traparija. Mislim, jaz to ignoriram. Ne? Briga me, kaj moj predsednik vlade tweeta. Ne? Zanima me, kakšne zakone sprejema. Ne? To bom šel pogledati. Ne? Kaj trobenta okrog čez elektronske medije, ne? To je za analfabete. Vem, da je učinkovito, ne? Vem, da je važno, ampak ne bom na tem temeljil svoje podobe sveta. Ne? Da jaz mislim, da ni razlogov za malodušje. Ja, ok, z tega se da tudi zabavati. Predvsem pa, da si normalno nikoli ne smeš izgubiti enega elementarnega smisla za humor. Ne? V Sarajevu so ljudje preživeli tako, da so se ves čas delali norca iz samih sebe. To je zelo dobro. Ne? To mora človek znati. Ne? Videti svojo pozicijo mešno, ne? Je taktika preživetja. Tako je Herald Tribune preživel, tako so eni deli Mladine preživeli v teh malo bolj zoprnih časih. Ne? Tako še marsikdo drug ohranja etično držo včasih, ampak to je vedno problem. Ne? Eden od je en test novinarja, ne, ki je še kar zanesljiv. Ne. In to je, če politik obsuje novinarja, ne, je novinar po vsej verjetnosti spodoben novinar in dobro opravlja svoje delo. Ne. Če politik, ki ima oblast in moč, ne, objema novinarja, tam ni zanesljivega vira informacij. Ne? Mislim, med žurnalizmom in močjo, oblastjo, bogastvom, ne, mora vedno biti distanca. Ne? In vsaj za mojo državo velja tako tudi, da če je novinar bogat, ne, z novinarskim delom, da tistega bogatstva ni prišel. Ne? Če iščeš, če bi rad bil bogat, ne, novinarstvo ni najboljša pot do velikih količin denarja in socialne gotovosti. Ne. Novinarstvo je bolj fizično delo, kot je drugega. Ne. Šteje se v kilometrih, ki si jih prehodil ali prevozil, številom ljudi, s katerimi si govoril in številom stvari, ki si jih videl. Ne. Če je v članku dovolj tega, dovolj ljudi, s katerimi je novinar govoril, ne, dovolj krajev, ki jih je videl, dovolj kilometrov, ki jih je prehodil, ne, pol se da verjeti, da v vsej verjetnosti je tisto bolj ali manj zanesljiv vir, na katerem lahko gradimo svojo podobo sveta. Je kakšno vprašanje? Mislite, da so v Sloveniji novinarji nepristranski ali so pod pritiskom zdaj situacije? V Sloveniji so vsi mogoči novinarji. Ne? Ja, en dobršen del novinarjev je
nepristranski. Ne? Tudi tisti, ki niso pristranski, so marsikje dobri novinarji. Zelo veliko je pa pač novinarjev, ki jim je vprašanje resničnosti tega, kar delajo, deveta briga, in vedno več je propagandistov. Ampak če vzamete 3 največje časopise, ne? Delo, Večer, Dnevnik, jih vržete na mizo, pogledate, kaj pišejo, boste dobili dovolj dobro sliko o tem, kje Slovenija je danes. Ne? Je pa tle ena malo neprijetna resnica. Ne? Vprašanje je, a lahko imate boljše medije od družbe, v kateri mediji nastajajo. Najbrž ne. Želja je ta, ne? Ampak ne. Mediji tam posebej ni naš družba kot inštrument, skozi katerega družba komunicira sama s sabo. Ne? To, kar družba proizvede, to gre skozi medije. Ne? Vsi konflikti, vsi dosežki, vsi porazi, vse to gre skozi medije. Ne? In to tvori medije. Novinarji so ljudje, ki to organizirajo na tak način, da poskušajo dati na mizo zemljevid vsako jutro, zemljevid sveta, ki ustreza resničnemu svetu. Ne? Zdaj, morate pa računati, da Slovenija je mlada demokracija. Ne? V 30 letih se ne naučiš spoštovati mnenja drugih. Ne? To je veliko agresivnosti, umazaniji, tudi odkritega laganja. Ne? Ampak tam, kjer je novinarsko delo, ne, novinarsko delo je okej. Propaganda je pa pač umazana, tako kot je vedno in povsod umazana. Ja, najlepša hvala vam, ki ste tako pozorno poslušali. Upam, da vam je bilo vsaj minimalno zabavno v tem jutru, ne, ker vseh strani letijo samo slabe novice, ne, o ogroženosti in tako naprej. In jaz vam želim, da greste pogumno čez te čase, ne, vsekakor boste lahko vnukom pripovedovali enkratno izkušnjo, ne, kako ste bili v šoli in ste šli skozi njo v času kuge. Ne. Mislim, tega na 1000 let ljudje nismo imeli te priložnosti in te izkustva. Ne. Kar vam jaz svetujem, ne, je, da veste, da to je izjemna izkušnja. Ne? Dajte si delati zapiske. Kaj se vam dogaja? Tako, to je zmeraj dobro. Ne? Jaz zmeraj nosim neke papirčke s sabo, neke beležnice, ker tudi sam ne razumem potem včasih več, kaj sem ti enot napisal, ampak dobro je beležiti, kaj se nam dogaja, ker pozabimo. Ne? In če pozabimo, kaj se nam je res zgodilo, potem začnemo verjetno. Ok, vso srečo. Hvala.